Danes je z nami v studiu gospod Boštjan Kosec, ki prihaja iz ekološke kmetije v okolici Ormoža, kjer se ukvarjajo z ekološko vzrejo govedi za meso. Naši gledalci se zagotovo sprašujejo, čem je v resnici dodana vrednost ekološkega mesa. Danes bova pojasnila, kakšna je razlika v sami vzreji živali, v okusu in v hranilni vrednosti ekološkega mesa. Pozdravljeni. Ali bi lahko rekli, da se ekološko vzrejeno govedina meso dejansko razlikuje od tistega, kar smo navajeni? Seveda se razlikuje. Zdaj, okus je stvar osebne odločitve, ampak meni je to meso bistveno lažje, bolj sveže in tudi bistveno hitreje se pripravi, ali skuha, ali speče. Če pogledamo tudi po drugi strani, ima bistveno več vitaminov, predvsem vitamina E kot antioksidanta in pa tudi bistveno boljše razmerje med omega-3 in omega-6 maščobnimi kislinami. In kako poteka ekološka vzreja živali na vaši kmetiji? Večinoma na paši, več kot pol leta so na paši in tudi drugje po Sloveniji ekološke živali počistijo ogromno hribov, pašnikov in planin, ki bi drugače zarasli in ni ga lepšega pogleda čez živali na paši. Vsaki teden jih prestavimo na drugi pašnik, zraven imajo tudi sol, vitamine in si res lahko vzamejo tisto, kar jim v tistem trenutku rabijo oziroma si želijo. Kaj pa žita? Imate tudi kakšno izkušnjo s pridelavo žit? Mi kar nekaj žit pridelamo na naši kmetiji, trudimo se, da jih čim več predelamo v moke in v testenine, ker se nam mi zdi greh, da bi dejansko ta žita, ki so bila predelana brez pesticidov, gensko spremenjenih organizmov, da bi jih dejansko pojedle živali in zato se trudimo, da jih dejansko čim več spravimo v verigo za prehrano ljudi. Kako pa lahko potrošniki vemo, da je meso dejansko ekološko? Vam seveda zaupajo tisti, ki vas poznajo. Kaj pa mi, bom rekla, navadni zemljani? Kaj nam svetujete? Dejansko osnova je ekološki znak, zraven je tudi vedno številka kontrolne organizacije. Mi vsi imamo minimalno enkrat, dvakrat na leto kontrolo. Tudi na spletni strani se da pogledati certifikat vsake kmetije. Recimo, če vpišete Boštjan Kosec v iskalnik, se točno vidi, kaj imamo, zakaj imamo certifikat, katere stvari so ekološke. Tudi vedno, ko se prije na kmetijo, ne mogoče vedno, ampak minimalno enkrat na leto se vzamejo tudi vzorci, ali imamo kakšne gensko spremenjene organizme, ali smo uporabili kakšna prepovedana škropija in tu kontrolorji so kar strogi. Zdaj, če bi mene vprašali, mogoče celo preveč. Zakaj je za nas ekološko pridelana hrana boljša, zlasti, če je poleg tega še lokalna? Ekološka hrana ohranja naravo. Dejansko skrbimo, da pridelujemo hrano na tak način, da narave ne uničujemo. To, da pa je lokalno, pa se mi zdi, da je pomembno tudi za nas ljudi in za našo družbo. Ker tako drug drugega podpiramo, si tudi na nek način, bom rekel, pomagamo, tako mogoče privatno kot poslovno in pol lahko imamo zdravo in srečno družbo. Prepričali smo se, da je okusna ekološka hrana iz slovenskih kmetij dejansko koristna in tako za nas, za naše zdravje, kot za okolje. Predlagam, da poiščemo lokalne dobavitelje ekološke hrane. Vam, gospod Kosec, pa najlepša hvala za obisk v studiu in ta koristen pogovor. Hvala tudi vam.